Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Predstavljamo si za hip mrzel zrak, ki veje skozi špranje. Veste, barake 5 vdahov. Smo v nekem improviziranem laboratoriju, epruvete, zapiski, ampak tam niso običajni ljudje v belih haljah. Ne. V zaporniških oblačilih vidimo izobražene slovenske kemike. Med njimi recimo Boris Krajnc, mlad, obetavan, razmišlja o formulah za poligal, nek preparat za strjevanje krvi. In hkrati o preživetju. Točno, v srcu te nacistične mašinerije smrti. Ja, to je res močna slika za začetek. In mislim, da dobro nakaže srž današnje teme. Danes se bomo poglobili v to res nenavadno in globoko tragično zgodbo slovenskih kemikov vdahov. Ki so bili prisiljeni delati, kaj ne? Prisiljeni delati za nacistične projekte, ampak njihova kalvarija se žal s koncem vojne ni končala. Sledila je še ena v obliki povojnih dahovskih procesov v lastni domovini. To je skoraj nepredstavljivo. Dvojna tragedija. Naša osnova danes je odlomek iz članka Saše Dolenca Znanost v senci smrti. Tako. In namen te najne poglobitve je raziskati to res kompleksno zgodbo. Najprej trpljenje pod nazizmom, potem pa še pod povojnim režimom. In zloraba znanosti v vsem tem. Zloraba znanosti, preživetje v res ekstremnih razmerah in pa ta politični pregon, ki je sledil. Dotaknila se bova etičnih dilem, pa seveda človeške cene vsega tega. Res je, gre za zgodbo, kjer je znanje, ki bi moralo biti vir napredka, postalo najprej orodje za preživetje v peklu, potem pa nekako sumljivo breme. Začniva torej tam v Dahavu. Kakšno okolje je bilo to med vojno, sploh za znanstvenike? Dachau je bil sprva taborišče za politične nasprotnike, kajne? Med vojno pa je postal, ogromen kompleks, zbirališče ljudi iz cele Evrope. Ampak za to zgodbo je ključno nekaj drugega. Ja, ključno je, da je postal tudi prizorišče shrhljivih, nečloveških medicinskih poskusov. Imeni kot Sigmund Racher. Poskusi s podhlajevanjem, nizkim tlakom. Točno. Ali pa Klaus Schilling s poskusi okuževanja z malarijo. Ti dve imeni sta pravzaprav sinonim za to sprevrženo uporabo znanosti. In kako so se slovenski kemiki znašli v tem kotu? Zakaj ravno oni v teh laboratorijih? Predvsem je šlo za kombinacijo dveh stvari. Njihovo znanje nemščine in pa seveda njihova strokovna usposobljenost. Bili so uporabni? Bili so zelo uporabni za nacistični aparat, vključno s temi ambicioznimi posamezniki, kot je bil Racher. Potrebovali so ljudi, ki so ovladali kemijske postopke za njihove raziskovalne projekte, v narekovajih seveda. In slovenski izobraženci so ustrezali? Tako, ustrezali so tem kriterijem. In tukaj pridemo do tistega grozljivega paradoksa, ki se vleče skozi celo zgodbo. Delo v laboratoriju je morda pomenilo kanček več možnosti za preživetje, boljša hrana, manj izpostavljenosti tej vsakodnevni brutalnosti. Ja, ampak za kakšno ceno? To je to ključno vprašanje. Ja. Ta privilegij, če ga lahko tako imenujem, je pomenil prisilno sodelovanje pri etično absolutno zavržnih projektih. Znanost, ki so jo študirali, je bila tam izkoriščena za mučenje in smrt. Njihovo znanje je postalo orodje v rokah zločincev, čeprav so bili sami žrtve istega sistema. In ta dvojnost, ta jih je zaznamovala zavedno. Poglejva morda osrednjo figuro Borisa Krajnca, da bolje razumemo to dinamiko. Rojen 1913, odličen dijak v Celju, diploma iz kemije 1938, mentor Max Samec v Ljubljani. Zelo obetavno. Izjemno obetavno, res. Profesor Samec ga je celo poslal na izpopolnjevanje v Berlin, na prestižni kemijski inštitut cesarja Wilhelma. In tam je delal pod Kurtom Hesstom. Pod Kurtom Hessom, znanim strokovnjakom in, kakšna ironija, tudi nacistom. Tam je objavil 2 znanstvena članka. Res je bil na poti k vrhunski karieri. Ampak vojna je vse spremenila. Vrnil se je vojaščina, služba na Jesenicah
In potem povezava s Osvobodilno fronto. Tako. Aretacija strani gestapa januara 42, zasliševanja v Begunjah in potem marca 42 Dachau. Njegova pot tja je bila torej posledica upora. Tako je. In v Dachavu je sprva upravljal težka fizična dela. Gradnja barak, prevoz krme. Dokler ga niso odkrili. Ja, prelomnica je bil januar 1943, ko so ga zaradi njegovega znanja premestili v to zloglasno raziskovalno postajo Sigmunda Rascherja. In tam se je znašel v samem jedru te etične dileme, o kateri sva govorila. Vir navaja, da je, verjetno vse na začetku, sodeloval pri analizah krvi žrtev hipotermičnih poskusov, ki so bili takrat ravno v sklepni fazi, ja. Čeprav je kasneje sam govoril predvsem o delu na Poligalu. Poligalu. Točno. Njegova glavna naloga je nato postalo delo na projektu Poligal 10, to je bil preparat na osnovi pektina, ki naj bi pospeševal strevanje krvi. Ideja pa ni bila Rascherjeva. Ne, idejo je Rascher pravzaprav prevzel od avstrijskega sojetnika, Roberta Feiša. Ampak Krajnc je s svojim kemijskim znanjem postal ključni človek pri razvoju in, kar je najbolj problematično, pri testiranju tega preparata. Tudi na zapornikih? Žal tudi na zapornikih, ja. Njegovo znanje je bilo torej ključno za Rascherja in hkrati mu je to omogočilo preživetje in celo nekako spremenjen status. Res je. Rascher je decembra 1943 celo posredoval pri organizaciji Ahnenerbe. Kaj točno je bila ta organizacija? Malo zlovešče zveni. Ahnenerbe je bila recimo raziskovalna veja SS, znana po svojih pogosto psevdoznanstvenih, rastno motiviranih projektih. No, Rascher je pri njih interveniral, da Krajnca ne bi premestili. Poudaril je, da je njegov najboljši kemik in nujen za projekt Poligal, če ga je naročil Himmler osebno. In uspelo mu je. Uspelo mu je. Krajnec je bil formalno izpuščen iz zapora, ampak takoj zaposlen kot civilni uslužbenec. Dobil je neke ugodnosti. Boljša hrana, obiski. Ja, boljša hrana, občasni izhodi, obiskala ga je mama, bodoča žena, prijatelj Drmelj. Maja 1944 je bil celo na dopustu, ampak to ni bila prava svoboda. Niti slučajno, bil je še vedno ujetnik sistema, čeprav z nekoliko drugačnim, statusom. Ta status ga je ohranjal pri življenju, ampak ga je tudi neločljivo povezal s temi spornimi dejavnostmi. Kljub temu je očitno iskal izhod. Ves čas. In jeseni 1944 se je ponudila priložnost za pobeg. S pomočjo kolega kemika Milana Stepišnika. O njem bova še govorila. Ja, in pa OF z Jesenic. Izkoristil je odsotnost novega vodja postaje, Kurta Plötnerja, ki je prevzel po Rascherjevem padcu v nemilost in pobegnil. Naravnost k partizanom. Tako, v jeseniško-bohinjski odred. Postal je celo referent za industrijo pri okrožnem odboru OF. Zgodba, ki bi res lahko imela srečen konec. Ampak ga, kot veva, žal ni imela. In Krajnc ni bil edini. Njegova usoda je nekako simbol širše tragedije. Ja, simbol tragedije, ki je doletela več slovenskih izobražencev v Dachavu. Njihove zgodbe kažejo srhljiv vzorec. Namesto da jih zdaj vse naštevamo, poglejmo raje te vzorce skozi nekaj primerov. Kdo je bil recimo Milan Stepišnik, ki je pomagal Krajncu pobegniti? Stepišnik je bil res zanimiva osebnost, kemik in vrhunski atlet, olimpijec iz Berlina 1936. Metalec kladiva, mislim da. Metalec kladiva, ja. Tudi on je delal na Poligalu v Dachavu. No, po vojni je postal direktor Impola v Slovenski Bistrici. In tu vidimo takoj prvi vzorec. Nekdanji taborišnik na pomembnem položaju. In potem težave. Ko so se pojavile tehnične težave s pečjo v Impolu, so to takoj, brez nekih pravih dokazov, interpretirali kot sabotažo. Sabotažo strani nekdanjega Dachavca. Točno. Aretirali so ga leta 1947 in na Dil Osvaldovem procesu obsodili na smrt. Torej, tehnične težave postanejo dokaz sabotaže, kaj pa Branko Dil, po katerem se proces imenuje? Dil je diplomiral iz fizike in kemije, bil je predvojni komunist, večkrat zaprt, v Dachavu je bil med prvimi že septembra 1941. In kje je delal on?
Delal je v laboratoriju taborišne bolnišnice in, kar je pomembno za kasnejše obtožbe, sodeloval pri malarični postaji dr. Schillinga. Kjer so zapornike namerno okuževali. Ja, izvajal je mikroskopske analize krvi in komarjev. Po vojni pa je bil spet na visokih položajih, direktor rudnika Mežica, inšpektor, član CKPS. In spet isti vzorec. Isti vzorec. Njegovo delo na malarični postaji je postalo ključna točka obtožnice na procesu, kjer je bil prvoobtoženi, obsojen na smrt, zaradi sodelovanja z gestapom, dela pri poskusih povojnega vohunstva. Tukaj vidimo ta drugi vzorec. Specifično delo v taborišču je bilo kasneje uporabljeno kot neizpodbiten dokaz kolaboracije. Sliši se res, kot da je bila njihova taborišna izkušnja, ki jim je morda celo rešila življenje, zdaj obrnjena proti njim. Popolnoma. Kako je sploh prišlo do teh procesov? Kakšno je bilo vzdušje po vojni? Povojna Jugoslavija oziroma Slovenija je bila država v obnovi, ampak hkrati v procesu utrjevanja nove komunistične oblasti. Vladalo je veliko nezaupanje, iskanje notranjih in zunanjih sovražnikov. In gospodarske težave so bile velike. Ogromne. Pomanjkanje, težave v industriji, vse to je bilo plodna tla za iskanje grešnih kozlov. Vsak neuspeh, vsaka težava je bila hitro pripisana sabotaži in sovražnim elementom. To je bila pač klasična stalinistična logika tistega časa. Ampak zakaj so bili tarča prav ti ljudje? Nekdanji dahaosi, izobraženci? Saj to je skoraj perverzno. Preživeli so pekel. Verjetno je šlo za preplet več dejavnikov. Njihov nekoliko poseben status v taborišču, to delo v laboratorijih, ki je nudilo kanček boljše pogoje, je postal sumljiv. So morda kaj dolgovali Nemcem, so bili zato izpuščeni ali dobili ugodnosti? To so bila vprašanja, ki so visela v zraku. In bili so intelektualci. Intelektualci, ki jih oblast vedno težje nadzoruje. Poleg tega so zasedali pomembne položaje v industriji, v upravi, bili so vidni. Njihova kompleksna taborišna izkušnja, polna sivin, nujnih kompromisov za preživetje, je bila zdaj nasilno poenostavljena. In reinterpretirana kot dokaz sodelovanja z nacisti. Točno. OZN, kasneje UDBA, jih je imela na očeh. Bili so pod nadzorom. Incidenti kot sta Štipišnikova peč ali pa požar v tovarni barov Medvode, kjer je bil direktor Vladimir Ličen, še en kemik iz Dachauja, to je bil potem le priročen izgovor. Bili so povod, ja, sprožilec, ki so ga organi državne varnosti izkoristili, da sprožijo širšo akcijo. Predtem so že neuspešno poskušali s podobno zgodbo o sabotaži v Hrastniku. In tam so opazili povezavo. Tam so opazili, da osumljenci druži izkušnje iz Dachauja. Incidenta v Impolu in Medvodah sta jim dala te, v narekovajih, dokaze, ki so jih potrebovali. Začeli so plesti mrežo teorije zarote. Kakšno teorijo zarote? Teorijo, da ti ljudje sploh niso bili navadni zaporniki, da so bili pravzaprav gestapovski agenti. Kaj? Da so jih Nemci namensko poslali v Dachau na posebno prešolanje. Uporabljali so nemško besedo Umschulung. Prešolanje za agente. Tako nekako. Torej, da njihovo delo v laboratorijih ni bilo prisilno preživetje, ampak namensko usposabljanje za vohune in saboterje, ki naj bi svoje destruktivno delo nadaljevali po vojni po nalogu tujih zahodnih obveščevalnih služb. To je popolnoma noro. Torej, njihova strokovnost, ki jim je pomagala preživeti pekel, je postala dokaz izdaje in ta konstrukt je bil potem osnova za procese. Točno tako. V vrhunec je bil prvi in največji proces, del Oswaldov, aprila 1948, pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. Koliko jih je bilo obtoženih? 14 obtožencev, med njimi 6 kemikov, ki smo jih že omenila, Dil, Krajnc, Štepišnik, Karel Barle, Vladimir Ličen, plus še drugi, ki so bili nekako povezani z Dachauom ali s temi kasnejšimi incidenti. In vir ga opisuje kot montiran politični proces. Popolnoma montiran, farsa z vnaprej znanim izidom. Kaj pa dokazi? Če je šlo za konstrukt, so sploh imeli kaj? Skoraj izključno izsiljena priznanja, to moramo poudariti, pridobljena s hudim fizičnim in psihičnim nasiljem med večmesečnimi zaslišanji v preiskovalnih zaporih UDBE. In nekdo je moral povezati vse te zgodbe. Ključno vlogo pri tem povezovanju naj bi, spet pod prisilo seveda, odigral soobtoženec Martin Presterl.
On je priznal, da je koordiniral ostale kot nekakšen glavni agent. Obramba pa verjetno nemočna. Popolnoma nemočna, odvetniki po uradni dolžnosti, pogosto brez pravega vpogleda v spise, razbremenilne priče in dokaze so pa sistematično zavračali. In kaj so jim konkretno očitali, poleg te splošne obtožbe o agenturi za gestapo? Obtožbe so bile zelo široke in pogosto direktno povezane z njihovim delom v Dachau. Podpisovanje nekih izjav o sodelovanju, še preden so bili internirani, ali pa med internacijo, izdajanje sojetnikov, oviranje dela OF v taborišču. Krajncu so očitali tudi zbiranje podatkov. Ja, vir citira obtožnico. Obtoženi dr. Krajnec Boris je po nalogu gestapa v taborišču Dachau zbiral podatke o političnem delu in razpoloženju med interniranci ter o tem poročal gestapu. Popolnoma neutemeljeno, seveda. In dela v laboratorijah. To je bilo prikazano kot prostovoljno sodelovanje pri zločinskih poskusih, Krajncu pri podhlajevanju in Poligalu, Dihlu in kasneje obsojenemu Mitisarku pri malariji, potem pa še povojno vohunjenje, sabotaže v Impolu in Medvodah, lažne biografije, vse mogoče. Sodba 20. aprila 1948 je bila potem brutalna? Brutalna. 11 od 14 obtoženih na smrt z ustrelitvijo. Med njimi 5 kemikov: Dil, Kranic, Štepišnik, Barle, Ličen. Kljub močni medijski kampanji proti njim je bil to vseeno šok za javnost. Ampak to ni bil edini proces. Ne, nikakor. Sledili so še drugi v naslednjih mesecih in letih. Mitja Sark je bil obsojen na 18,5 let zapora. Boris Fakin, ki ga bolje poznamo kot pisatelja Igorja Torkarja. Tudi on je delal v laboratoriju v Dachau. Ja, v kliničnem laboratoriju. Njega so obsodili na 12 let. Potem Mirko Košir, ki je kasneje postal izredni profesor na Tehniški fakulteti. Njega so aretirali aprila 1948 in obsodili na 20 let zapora. Ti kasnejši procesi so bili drugačni? Potekali so pred civilnimi sodišči, ne vojaškimi. Kazni so bile zato nekoliko milejše, ni bilo smrtnih obsodb. Ampak vzorec je ostal enak. Izsiljena priznanja, konstruirane obtožbe, popolna podrejenost pravosodja politiki in interesom Udbe. Kakšne so bile posledice za obsojene in njihove družine? Ver omenja ne le smrtne obsodbe, ampak tudi to dolgotrajno trpljenje. Posledice so bile grozljive in dolgotrajne. Najprej je tu ta srhljiva negotovost glede usode tistih, ki so bili obsojeni na smrt. Uradni datum usmrtitve, 12. maj 1948, je zelo, zelo vprašljiv. Kako to? Obstajajo kasnejši dokumenti, na primer Krajnčev lastnoročni zapisek z datumom 20. maj. Pa zaporniški seznami iz leta 1950, kjer se pojavljajo imena nekaterih ustreljanih. Pa pričevanja sojetnikov, ki trdijo, da so nekatere srečevali še kasneje, da so morda umrli zaradi bolezni v zaporu. Za svojce mora biti ta negotovost. Neznosno breme. Brez potvrditve smrti, brez groba, brez možnosti žalovanja, popolna tema. Poleg tega pa še stigmatizacija družin, svojci narodnih izdajalcev. Točno, izguba stanovanj, premoženja, služb, življenje v nenehnem strahu pod stalnim nadzorom Udbe. Ivanka Krajdenc naj bi bila nadzorovana vse do leta 1983. Si predstavljate? Grozno. In otroci? Otroci so imeli ogromne težave pri šolanju, pri zaposlitvi, Barletov sin je odraščal pri sorodnikih in rejnikih. Sarkova družina je zaradi vsega pritiska razpadla. Tudi tisti, ki so zapor preživeli, so nosili posledice. Seveda, Sark je po prestajni kazni emigriral na Švedsko, ker tu ni mogel normalno živeti. Fakin je svojo travmo prelil literaturo, najbolj znano je njegovo delo Umiranje na obroke. Mirko Košir pa je umrl na Golem otoku leta 1951 zaradi posledic pretepanja. Cena je bila resnično strahotna. In pot do rehabilitacije je bila potem verjetno zelo dolga in težka, predvidevam. Zelo dolga in zelo težka. Desetletja boja svojcev, kot je bila na primer izjemno vztrajna Ivanka Krajnc, pa preživelih obsojencev in tudi nekaterih bolj ozaveščenih veteranskih organizacij,
Kdaj so se začele stvari premikati? Prvi, resnejši premiki so se zgodili šele v poznih 60-ih letih. V času politične otoplitve pod Stanetom Kavčičem je bila imenovana tako imenovana Janžekovičeva komisija. Njeno poročilo iz leta 1970 je prvič uradno potrdilo, da so bili procesi montirani, obtožnice konstruirane in priznanja izsiljena. Je to poročilo potem avtomatsko pripeljalo do pravne razveljavitve sodb? Neavtomatsko trajalo je še nekaj let. Leta 1976 je javno tožilstvo Socialistične republike Slovenije končno predlagalo Vrhovnemu sodišču obnovo postopka za obsojene na del Osvaldovem procesu. In kaj se je zgodilo potem? Ker je tožilstvo na to logično umaknilo obtožnico zaradi popolnega pomankanja dokazov, je okrožno sodišče v Ljubljani julija 1976 razveljavilo sodbo iz leta 1948 in ustavilo kazenski postopek. Konec sage, vsaj pravno. Vsaj pravno, ja. Podobno so bile razveljavljene tudi sodbe iz drugih procesov, na primer za Sarka in Fakina že leta 1971. Na čem točno je temeljila ta razveljavitev? Kaj so bili glavni argumenti sodišča? Ključno je bilo spoznanje, da ni bilo nobenih, ampak res nobenih dokazov o agenturi za Gestapo in da so bila priznanja očitno izsiljena z nasiljem. Sodišče je sprejelo tudi argument, da obsojeni pri poskusih v Dachau niso sodelovali prostovoljno, ampak pod nepredstavljivo prisilo. In njihova vloga je bila bolj tehnična. Ja, njihova vloga je bila tehnična, odgovornost pa je bila na vodjih, kot sta bila Rascher in Schilling. Pomembno je bilo tudi dejstvo, da jih nemška sodišča po vojni niso obravnavala kot storilce, temveč kot priče. Pojavila so se tudi nova pričevanja. Tako. Nova pričevanja so pokazala, da so mnogi od teh obsojenih pravzaprav pomagali sojetnikom, kolikor so pač lahko v tistih razmerah. Za povojno vohunjenje in sabotaže pa prav tako ni bilo nobenih dokazov. Celotna konstrukcija se je sesula. Torej, pravna rehabilitacija je prišla vsaj za večino. Kaj pa širša politična rehabilitacija? Je ta sledila ali je ostal madež? Ta je bila še počasnejša in bolj zadržana. Šele leta 1984 je prišlo neko skupno sporočilo partijskega in SZDL predsedstva, ki je obsodilo procese kot napako. Leta 1986 se je 10. kongres Zveze komunistov Slovenije formalno zavzel za popolno odpravo posledic obsodb. Univerza v Ljubljani pa je Krajnca in Koširja rehabilitirala šele leta 1998. Zelo pozno. Ko zdaj pogledava nazaj na celotno zgodbo, res kompleksno zgodbo, od Dachauva do te pozne rehabilitacije, kaj so glavne lekcije ali spoznanja, ki nam ostanejo? Najprej je tu čisto konkreten, očiten udarec za slovensko znanost. Izguba tako obetavnega znanstvenika, kot je bil Boris Krajnc, bil je prvi habilitirani docent za biokemijo na Tehniški fakulteti in pa seveda pregon ostalih je za več let, če ne desetletij, ohromil razvoj te pomembne znanstvene stroke pri nas. In seveda, sami procesi so srhljiv primer, kaj ne, kako lahko pravosodni sistem postane zgolj orodje za politično obračunovanje. Ljudi, ki so čudežno preživeli en totalitarizem nacističnega, je potem uničil drugi, domači komunistični. Absolutno. In to odpira tudi težka, res težka etična vprašanja. O vlogi znanstvenika v ekstremnih okoliščinah, v totalitarizmu, v vojni, kje je sploh meja med prisilnim sodelovanjem za golo preživetje in kolaboracijo. Kako lahko mi danes sploh sodimo dejanja storjena pod tako nepredstavljivo prisilo? Čeprav je rehabilitacija potrdila njihovo nedolžnost v smislu te agenture in sabotaže. Njihova prisotnost in delo v tistih laboratorijih smrti ostajata del te boleče zgodovine. Obenem pa vir omenja tudi, in to je pomembno, vprašljivo znanstveno vrednost mnogih nacističnih poskusov, kar samo še poudarja absurdnost in zločinskost vsega skupaj. Ni šlo za pravo znanost. Zdi se, da je zapuščina teh dogodkov predvsem eno močno opozorilo. Res je. Opozorilo pred nevarnostmi političnega vmešavanja v pravosodje,
opozorilo o nujnosti kritičnega soočanja z zgodovino in ohranjanja spomina na žrtve obeh totalitarizmov, nacističnega terorja in povojnih komunističnih čistek. Ta zgodba teh kemikov, ki so bili preganjani ne le kot politični nasprotniki, ampak specifično zaradi svojega znanja, svoje strokovnosti, svojega položaja, nas opominja na krhkost človeške usode in na pomen boja za resnico, ne glede na to, kako dolgo traja. Potovali smo torej danes od teh improviziranih laboratorijev Dachau skozi mrak in krivičnost povojnih dachavskih procesov do te končne, čeprav, kot sva rekla, pozne in nepopolne rehabilitacije. Videli smo, kako so ti ljudje postali žrtve dvakrat. Dvakrat. Najprej sistema, ki jih je hotel fizično uničiti, nacističnega, nato pa sistema, ki jih je obsodil in uničil njihova življenja, ker so preživeli na napačen način. In morda lahko za konec postiva odprto vprašanje, ki izhaja neposredno iz tega, ali je mogoče prav to specifično znanje teh kemikov, njihova intelektualna moč, njihova vloga v povojni obnovi, nehote prispevala k temu, da so postali tako izrazita tarča te povojne politične paranoje. Je bilo njihovo znanje v očeh nove oblasti videti kot nevarna, nenadzorovana sila? To je res pretresljiva misel, ki ostaja. In še ena mogoče. Glede na to, da so bili mnogi nacistični poskusi, kot recimo Poligal, znanstveno zelo dvomljivi, če ne kar psevdoznanstveni, kaj nam to pove o tem grozljivem prepletanju osebne ambicije posameznikov, kot je bil Rasher, ideološke zaslepljenosti in pa brutalnega državnega terorja, ki vse to omogoča in celo spodbuja? Vprašanja, ki še kako odmevajo tudi danes. No, pomembni temi. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.